Gospod z vami in s tvojim duhom. Iz svetega evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Tisti čas je Jezus rekel množicam: Jaz sem živi kruh, ki sem prišel iz nebes. Če kdo je od tega kruha, bo živel vekomaj. Kruh pa, ki ga bom jaz dal, je moje meso za življenje sveta. Judje so se tedaj med seboj prepirali in govorili, kako nam mora ta dati svoje meso jesti. Jezus jim je tedaj rekel: Resnično povem vam, če ne jeste mesa Sina človekovega in ne pijete njegove krvi, nimate življenja v sebi. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ima večno življenje in jaz ga bom obudil v poslednji dan. Kajti moje meso je resnična jed in moja kri resnična pijača. Kdor je moje meso in pije mojo kri, ostaja v meni in jaz v njem. Kakor je mene poslal živi Oče in jaz živim po Očetu, tako bo tudi tisti, ki mene uživa, živel po meni. To je kruh, ki je prišel z nebes, ne tak, kakršnega so jedli vaši očetje in so pomrli. Kdor je ta kruh, bo živel vekomaj. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Bratje in sestre v Kristusu, neka stara modrost pravi, da človek postaja to, kar tudi sam je, torej kar zauživa. S čimer se hrani, takšen postaja. Jezusovo povabilo učencem, da je on resnična in prava hrana, ki daje življenje, nagovarja danes tudi nas, da bi zahrepeneli po tej pravi duhovni hrani, ki je sveta Evharistija. Uživanje zgolj zemeljske hrane ne vodi v večnost, ampak ohranja, dokler je to mogoče, le zemeljsko človeško življenje. Človek pa sam po sebi išče in krepeni po večnem, po tistem, kar je Božje. Zato Jezus ne ponuja krajšnic ali bližnic v našem življenju ali rešitev za dosego večnosti le na neki teoretski ravni, ampak sam sebe daje ujet, da bi tudi sami resnično prejeli duhovno in hkrati tudi telesno hrano, da bi v vsej polnosti lahko vstopali za njim, ki je kruh življenja. Da postane ta kruh in vino, ki jo vidimo pri sveti maši, resnično Jezusovo telo in kri, je mogočna le naša osebna vera. Preko nje lahko vstopamo v to čudovito skrivnost. Cerkveni nauk nas uči, da je posvečena hostija sicer videti kot kruh in Jezusova kri navzven kakor vino, a hkrati tudi, da sta in postaneta po duhovnikovih besedah v imenu Boga njegovo telo in njegova kri. Tako je, če bi človeško dejali, da je Jezus oblekel kruh in vino, da bi postal za nas hrana in pijača za večnost. Izbral je osnovne prvine, da bi jih posvetil, da bi sami lahko prav po njih dosegali večno. Naročil je, naj njegov spomin lomimo kruh in pijemo iz kelika, kakor je to pokazal apostolom pri zadnji večerji, ko je postavil zakrament svete Evharistije. Hkrati se z Jezusom samim pomeni postajati, ko ga prejmemo tudi mi, Jezus sam. To pomeni, da on vstopa tudi v naše telo in postaja del mene. Cerkev, tisti, ki verujemo Jezusa Kristusa in smo po zakramentu svetega krsta vstopili v to Božje občestvo, postane Jezusovo telo in se hrani z Evharistijo in takšno občestvo cerkev z veliko začetnico iz Evharistije tudi resnično živi. On je navzoč v sveti Evharistiji, svoje poslanstvo pa nadaljuje preko nas, kristjanov, da bi tudi mi, ki smo del njegovega telesa, postajali najbolj očitno znamenje njega samega v tem svetu in tem prostoru. Evharistija ima smisel svojo pravo mesto v cerkvi, kadar se ta sama prepozna kot Kristusovo telo in tudi veruje, da živi in raste iz Jezusa samega.
Brez njega cerkev ni to, kar bi bila in ne more tudi preživeti. Sicer ne bi obhajala svete maše in v obilju uživala tudi nebeško hrano, ki vse to gradi in postaja pravi temelj Jezusa Kristusa. Kakor ljudje uživamo zemeljsko hrano, da lahko ohranjamo zemeljsko telo, tako cerkev, ki je novo ljudstvo Božje zaveze Jezusa Kristusa, uživa Jezusa samega, da se ohranja in živi kot njegovo telo, ter uresničuje v tem času njegovo poslanstvo. Evharistija je zato tukaj, da hrani cerkev. Tukaj je zato, da bi ljudje cerkve imeli večno življenje. In Evharistija je tukaj zaradi cerkve in predvsem za cerkev, ki jo sveta Evharistija tudi gradi. Cerkev je tista, ki potrebuje Evharistijo, da lahko živi. In Jezus to podkrepi danes z besedami: kdor je ta kruh in pije to vino, ostaja v meni in jaz v njem, in jaz ga bom obudil poslednji dan, tudi dodaja. Tudi sami gotovo vi ste se kdaj spraševali, kako Jezusu rata, da kruh postane njegovo telo in vino njegova kri. Izčrpnega odgovora na to vprašanje sicer nimam, saj je to Jezusovo delo in nikoli ni človeško. Verujem pa in upam, da tudi vi, da bo to rata in samo čudim se lahko vsemu temu, kar Gospod stoji za nas, ko prikliče v bivanje vse, kar obstaja. Morda zveni poenostavljeno, a verovati je tako zadosti, da vidimo, kaj se zgodi pri sveti maši in iz tega, kar opazimo, lahko verujemo v to Božjo prisotnost. Ne verjamem, da je smisel svete Evharistije v tem, da bi jo popolnoma razumeli ali da jo celo preučujemo. Temveč, da verujemo, da je to Jezusovo telo in kri in da je za nas to tako temeljnega in bistvenega pomena, kakor sta kruh in vino v naši kulturi in s tem tudi osnovni prvini za človeško življenje. Evharistija pa za nas s tem tudi pomeni nalogo in poslanstvo. Ko se tukaj zbiramo, se sami napolnjujemo z Božjim duhom, kakor omenja danes apostol Pavel, da bi v tem duhu vstopali v sedanji čas in prostor. Kristjani nismo samo v cerkvi 1 uro ta teden ali kakršenkoli dan, ko obiskujemo bogoslužje in preko njega vstopamo v skrivnost svete Evharistije kristjani, ampak smo vedno in povsod. Moč, ki jo črpamo iz kruha življenja, nam torej pomaga najprej uresničevati poslanstvo v svojem življenju in s tem pa tudi služiti svojemu bližnjemu in skupaj kot občestvo uresničevati poslanstvo. Kajte mi smo in postajamo priča Božji ljubezni v tem svetu in tisti, ki smo apostoli sedanjega časa in tega prostora. Zato, dragi bratje in sestre, bi morali vedno od svete maše odhajati z zavestjo, da smo od Boga prejeli nekaj velikega, da smo najprej prisluhnili njegovi živi besedi in tudi konkretno prejeli njegovo telo in kri v naše srce in tudi naše telo. Tako postajamo razlomljen kruh za življenje sveta. Tudi danes naj bo torej tako in zato naj bo za to Božje delovanje Bogu resnična hvala. S tem pa tudi vstopimo v kraje in prostor današnjega časa, da bi tako lahko tudi sami postali razlomljen kruh za življenje sveta, da bi se, kakor Kristus darovali, da bi po nas živi Bog vstopal v ta čas in prostor. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta